All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. All for rainbow. Rainbow. All for rainbow. Dobrodošli v drugi epizodi All for Rainbow podcasta. All for Rainbow podcast je platforma za vse osebe, ki jih zanimajo LGBTIQ plus teme in aktivizem. V podcastu se bodo delile informacije o LGBTIQA plus aktivizmu z namenom dajanja glasu lokalnim aktivistkam, aktivistom in povezovanju LGBTQIA plus skupnosti iz različnih krajev. Naš gost druge epizode je Gašper Žerjal. Zdravo. Zdravo. Kako si? Iskreno, ful dobro, ker še nikoli nisem v tako zelo drugačnem studiu, drugačnem od klasičnega, nikoli nic snemal, tako da se ful veselim. Ja, Pa ti? vedno je nekaj prvič, tako da jaz sem tudi Res je. vesela, da lahko snemamo tukaj. Torej, že dolgo sodeluješ kot aktivist, recimo pri Mariborsko skozi rožnata očala v Mariboru. Kako dolgo, kdaj si začel, kako dolgo že približno? Mislim, dolgo je sodeluješ? zelo relativna opomba, ker dolgo delajo v Sloveniji, ne vem, Tratnik, Blažič in tako naprej, a veš, osebe, ki so res na sceni že nekaj let, ne. Jaz sem mogoče začel z queer aktivizmom oziroma vsaj z najprej prostovoljstvom na queer tematiko v 2016, 15, mogoče 14, nisem, recimo raje 15. Tako da, ok, sej, ne, 5 let ni ravno zanemarljivo, samo dolgo je nekdo, ki je res pustil za sabo neko res sled. Ja, je že kar dolga doba. Hvala. In s kakimi aktivnostmi si začel, kako si sploh prišel do Mariborsko skozi rožnata očala? Ja, praktično preden sem sploh vedel, kaj Mariborsko skozi rožnata očala je, oziroma da sploh MKC Maribor obstaja, sem bil, če se lahko tako rečemo, aktivist že pri 18, ko sem šel na prvo parado ponosa sploh v Ljubljani, ko je bila. Ampak pri MSRO-ju sem pa bil prvič, mislim, da je bilo res 15, 16, tukaj okrog, ko je bil prvi, takrat še ne samorogov roadtrip, ampak zelo dober zametek samorogovega roadtripa, ki se je potem nadaljeval v tradicionalen vikend, kjer smo se ukvarjali z queer tematiki, oziroma kjer se ukvarjamo s queer tematikami in potem recimo 2-3 dni delamo delavnica na to temo, so, ne vem, team building aktivnosti, so potem tudi vedno neki rezultati. Se pravi, naprimer v prvem, 2016 se mi zdi, da to je bilo, mogoče 15, pravim, prosim popravite me v postprodukciji. Ampak je bilo na temo mladi, oziroma vključenost mladih v LGBT plus sceno v Mariboru. Potem smo celo šli na nacionalno konvencijo in to predstavljali tudi odločevalcem. Teda pač so bili res veliki rezultati potem z tega, no. Okay, Tako, s tem sem začel. Lep začetek. Ja, ni bilo ravno slabo. Potem pa sem se nekako vključil tekom druženja, ker smo pač postali prijatelji na tistem dvodnevnem vikendu, ali kakorkoli se, mislim, da je bil vikend, kakorkoli se je imenovalo. In smo se najprej družili, potem pa sem vprašal, kaj pa, če bi imeli to pa to pa to? In potem so rekli, ok, cool. In sem v bistvu jaz najprej začel kot grafični oblikovalec za projekt Filmski transformator. Ampak potem se je tole v bistvu precej razvilo, da sem nekako potem bil glavni organizator Filmskega transformatorja, ki je bil pa projekt, kjer sem enkrat na mesec, oziroma smo enkrat na mesec priredili en dogodek, kjer se je predvajal vsaj en queer film, ob tem, da je potem bilo ali intervju z avtorji filma, ali so potem bile kakšne okrogle mize, ali potem pa je bilo samo tako neformalno druženje, odvisno res od samega eventa. Enkrat smo recimo imeli karaoke, kjer je bilo res ful zabavno, ker smo pač najprej... Na Filmskem transformatorju? Tako, najprej smo pogledali en film,
Potem pa smo pač rekli, ok, cool, zdaj pa gremo pač malo bolj nekako se družiti in smo se potem skozi tako aktivnost. Smo se kar povezali, je bilo ful dobro. Ful fajn. Imaš kak najljubši film, ki si ga organiziral v okviru filmskega transformatorja? Najljubši film za gledat, to je ful težko. Lahko rečem, kateri je bil moj najljubši kratek film, pa kateri je bil moj najljubši celovečerc. Moj najljubši kratek, ki smo ga gledali, je bilo definitivno Skipping Stones, oziroma slovenski naslov Po gladini, ja, ali nekaj takšnega. Mislim, da je. Ne? Najljubši celovečerc pa je bil po moje Fantje. Predvsem zaradi tega, ker sem imel to čast in srečo, da mi je dobesedno producentka tega filma pisala ona sama. Nisem rabil, ne vem, 100 ljudem težiti za pravice, ampak sem pač rekel, da poznam enega, ki je potem poznal producentko. In mi je potem prav producentka kot ona osebno poslala potem film in smo ga potem lahko pogledali. Tako da mi je bilo res lepo, da podpirajo tudi te evente. Ja, to je kar fajn. Kako pa se ti zdi tako nasploh v Mariboru LGBTIQ+ scena živi ali se razvija še? Zelo, zelo raznolika. V resnici, preden sem stopil skozi vrata MKC-ja, se mi je pač zdelo, ok, sej kakšna queer oseba pa vendar da je v Mariboru, ker sem jih pač nekaj malega poznal. Potem pa tekom dogodkov vidiš, da tudi če mogoče niso specifično iz queer skupnosti, je pa veliko ljudi, ki dejansko pride na dogodke, ki se tega tičejo, ker so mogoče, ne vem, mogoče starši, mogoče pač so prijatelji oseb, ki so queer. Torej, pač predvsej veliko vidiš. Mi je pa zelo dobro, da res zadnja leta se mi zdi, da je veliko večji obisk na queer dogodkih v Mariboru. Ok. Se ti zdi, da je mogoče lansko leto tudi prva parada ponosa v Mariboru pripomogla kaj k temu? Je definitivno smo se po mojem vsi naučili, da je imeti prvo parado na Štajerskem strašno dvorezni meč. Ker je bilo zelo dobro, da se je toliko aktivistov in aktivistk iz Štajerske, predvsem pa tudi iz ostale Slovenije, priključilo ali pri organizaciji same parade, ali pri pač dogodku kot takemu, ali pa celo pri benefitu, oziroma pač dogodku, kjer so se zbirala sredstva za parado, za samo izvedbo. Po drugi strani pa potem vidiš, da komediji objavljajo o tem, da so vseeno potem malce temni komentarji lahko tukaj vmes bili. Tako da je bilo res tako zelo dvorezno, ker koliko bi naj bila strašno civilizirana naša družba in koliko smo veliko bolj sprejemajoči, kot smo bili 10-15 let nazaj, je še bilo vseeno meni strašno temno videti, da ko je bil govor o sprejemajoči družbi, da so ga prekinjali z takšnimi ali drugačnimi žaljivkami. Ja, mogoče ena izmed dobrih strani je tudi, da je parada ponosa v Mariboru spodbudila tudi nastanek parade ponosa na Koroškem. Tako. Jaz, ko sem najprej videl, da sploh obstaja Facebook skupina ali dogodek ali karkoli je bilo, torej Koroška Pride, jaz sem se samo za srce prijel in sem se nasmejal ne do ušes, ampak okrog in okrog glave, ker že itak je fascinantno, da smo tako zelo mali, da imamo 2 milijona ljudi na celi naši kuri, da imamo že itak 2 paradi, je že zelo, mislim, zelo lepo, ampak potem pa, da imamo še eno na Koroški, je pa super, predvsem zato, ker ja, Maribor ni ravno, se bi reklo, srce queer skupnosti, ampak res potem Koroška, na primer, je pa še toliko manj polna queer dogodkov in posledično seveda, da se v resnici po mojem mnenju počutijo veliko bolj zapostavljene tam tudi queer osebe. Ja, meni je tudi zanimivo, ker si omenil, da je Slovenija majhna in bo letos tudi 3. parada ponosa.
Ko sem bila v Latviji, sem izvedela, da pa tam organizirajo Baltic Pride in ni vedno recimo v Latviji, ampak je enkrat tudi v Estoniji, drugič v Litvi. In so tudi približno tako po velikosti enaki nam. Tako da zanimivo. Zelo dobro, mislim, res je fajn, da ljudje, ki so res na dobesedno obrobju, da vidijo, da vseeno je neka queer skupnost, ki ji lahko, kako se bi to reklo? Ker je vseeno neka queer skupnost, ki lahko daš vseeno neko težo, je tam, so dovolj močni, da ni potem noben zares sam, se lahko obrneš na nekoga. Ja. Zanima me še mogoče, kakšna je tako drugače, ko recimo ni kakih LGBTIQ plus dogodkov v Mariboru, pa greš po mestu, recimo s fantom, s punco, s partnerjem, s partnerji. Je nekako Maribor lahko v tem pogledu varno mesto? Čisto zares ne morem na to vprašanje odgovoriti, ker ne vem, ali je postalo, ali pa sem preprosto jaz postal malo bolj odporen, ker v resnici 5 let nazaj je bilo mene grozno strah se držati z mojim fantom za roke po Mariboru. Zdaj pa mi je čudno, če se ne. V resnici. Je pa res, da kakor povsod, žal po svetu, je veliko bolj sprejemljivo, če so to dve punci. Veliko bolj. Zdaj se mi vseeno zdi, da je bolj sprejemljivo tudi, če sta dva fanta. Opazil sem resnično enih par, ne vem, mogoče kakšnih 5 parčkov, ki so se držali za roke in mi je bilo tako zelo lepo pri srcu in sem se tako nasmehnil, da spet in šel svojo podaljo in jim samo želel veliko sreče in ljubezni še naprej. Tako da jaz mislim, da se je malo spremenjeno vse. Ok. Pred kratkim si začel sodelovati tudi pri društvu Dih, pri projektu All for Rainbow. Že imaš kakšne izkušnje s tem? Kakšni so tvoji vtisi? Res je. Prvi dan praktično, ko sem se odločil tako, zdaj pa več ne bom samo sedel okrog doma, ker sem res predolgo sem preživljal čas sam s sabo in z internetom, sem se odločil, stopil vendar iz hiše in pojdem do Diha. In prva stvar, ki sem jo slišal, je bila All for Rainbow in sem rekel, ok, kaj pa je to? In potem sem zvedel, da je to točno to, za kar se bori Maribor Pride in Koroška Pride, za decentralizacijo queer dogodkov na splošno in opolnomočanje ljudi, ki so queer in ne živijo v prestolnici, da pač vidijo, da so tudi druge njihove skupnosti. In to je točno to bilo, da sem prvi dan rekel, ok, cool, čez 2 dni mislim pa mogoče celo 3, smo pa potem že šli v Koper, ker je bilo All for Rainbow Koper, ker sem jaz prisostvoval pri tako imenovano street action oziroma dejavnostjo na ulici, recimo, ulična akcija, kjer je šlo samo zato, da se je govorilo o solidarnosti in kaj solidarnost je, ker so potem tudi Koprčani videli mogoče en košček Mavrice, ki jo iz Ljubljane vztrajno širimo navzven. In tudi jutri pravzaprav gremo v Zagorje za All for Rainbow, tako da se zelo veselim. Fajn. Se ti zdi, da imajo ulične akcije kaj večji vpliv, kot pa mogoče kakšni organizirani dogodki nekje v zaprtem prostoru? Meni se zdijo zelo pomembni prvič ulične akcije, drugič tako zaprti prostori, se pravi recimo temu omejeni, če se lahko tako grdo izrazim, omejeni na queer skupnost, kot potem recimo dialogi queer skupnost z širšo javnostjo. Predvsem zato, ker je to popolnoma drugačna sfera. Torej, če imaš ti dogodek od queer ljudi za queer ljudi, veš zagotovo, da je tukaj nek varen prostor, da je ali je to učenje eno drugega, ali je to preprosto dajanje ušesa in rame.
ali je to pač druženje kot tako za spodbujanje opolnomočenosti nekoga, ki še v življenju ni govoril z drugo queer osebo. Če imaš pa recimo queer osebe z širšo javnostjo, pa je lahko opolnomočanje je lahko opolnomočanje v smislu, hej, to so naše zgodbe, so zelo podobne vašim. Lahko je protest kot, hej, pravkar ste mi vdrli v tiflo, nehajte, zato je to slabo. Lahko je meni zelo drago aktivistično dejanje, pa je čisto preprosto pogovarjati se o svojemu partnerju s komerkoli. Torej, da ne rečeš, ja, jaz pa imam nekoga, ampak rečeš pač, ja, jaz sem pa Gašper in imam fanta. In je to čisto in to je pač samo en del tebe in te pač spoznajo kot celotno osebo, ne samo kot queer skupnost. No. Okay. Zelo je odvisno. Mislim, več različnih aktivizmov skupaj tvori, po mojem mnenju, dovolj aktivno, oziroma dovolj, prava beseda, samo trenutek, dovolj različnih vrst aktivizma tvori potem pravo uho, ker pač nekaj vpliva na nekoga. Ja, pa verjetno tudi vsakemu pa še drugačen aktivizem. Tako. In je fajn, da obstajajo tudi in da lahko posameznica pripomore na svoj način. Tako. Ja. Zanima me, če imaš mogoče kakšnega vzornika ali vzornico, queer vzornico. Zelo dobro vprašanje. Zelo mi je smešno, ker eden izmed mojih, zdaj vem, da queer vzornikov je začel v mojih očeh, brez da bi sploh bil queer vzornik, ampak pač vzornik na splošno, ker je ne samo kot osebnost ful dobra, ampak kot poslovnež je krasen, kot človek, ki ima zelo dobra podjetja, mi je zelo všeč. In sicer to Conor Franta. Conor Franta je youtuber, sicer je začel kot youtuber, ampak potem se je strašno razširil, kot napisal je zaenkrat 2 knjigi, avtor oziroma lastnik založbe je, ima svoje lastno podjetje z oblačili, svojo lastno kavo, ni da ni, pač res zelo je svoj poslovni aspekt razširil. In predvsem meni zelo všeč, ker je zelo artističen in to je bil tudi preden je kakorkoli prišel ven za Mare, preden je sploh govoril o svoji spolnosti. Zelo na nivoju ima vse stvari, no, tako da ga res spoštujem iz poslovnega vidika. Medtem ko, naprimer, Hannah Hart, ki pa je tudi začela z YouTubeom in potem imela svojo pobegnila mi je beseda. Charity. Dobrodelno organizacijo, recimo. In imela svoje, tudi knjige izdala, zaenkrat 3, ima svoje oddaje na tako še vedno YouTubeu, kot televiziji, kot na recimo LNTubu. Pač res se je zelo spet razširila, pognala svoje korenine še naprej. Iz tega aspekta imam zelo rad. Predvsem pa bistveno, da oba dva imata strašno dober smisel za humor in koliko sta politična, toliko vseeno dovolj z neko, ne nežnostjo, ampak z bolj mehkim tonom vstopata v to. V smislu, ne samo, ja, slabe so pištole, ampak v smislu, ja, so slabe, so to. Pač imata argumentacijo za sabo. Ni samo divje in imata podkovano svoj aktivizem. Okay. Zanima me eno vprašanje iz drugega področja in sicer, kakšne so bile tvoje zadnje sanje? Zares se jih čisto ne spomnim. Ampak to vem, da je zelo slab odgovor, tako da bom si jih probal malo in sicer vem, da je...
Ne, čisto za zadnjih se res ne spomnim dovolj dobro, ker vem, da je bilo nekaj od duhovnika, pa nekaj od moje mame, pa ne vem točno, kako je bilo povezano eno z drugim. Ampak ja, enkrat sem se spomnil, sem sanjal, da je bilo prav res Armagedon, da sem vedel, da se približuje konec sveta. In to sem vedel, ne vem točno kako, ampak nekako smo bili v Ljubljani, ki je bila nad spečim vulkanom. Aha. Ampak je bilo dovolj visoko, so bile stolpnice in je bilo morje, je bilo kar nekaj tako strašno visoko, da je vse skupaj izgledalo bolj kakor Benetke varianta, da je bilo res poplavljeno vse. In potem sem jaz zamujal nikakršno atletiko, kakorkoli, ampak vseeno sem plaval in iskal nekakve poti navzven. In potem sem našel predelovalnico. Ja, res je bilo dobro. Potem sem našel predelovalnico plastike in potem sem v njej našel več plastičnih flaš. In sem vedel, da si moram jaz pitno vodo nekako priskrbeti, zato da bom lahko preživel tale Armagedon. Magično sem potem dal nekako vodo v nahrbtnik in odkorakal naprej in potem malo plaval naprej in potem prišel do, kot bi bil nekak otok, ker sem potem strašno hitro tekel. Ponavljam, jaz nisem atletike videl od blizu, tako da ne vem, kako sem lahko tako tekel. Še posebej, ker sem tudi v mojih sanjah vedel, da imam poškodovano koleno. Ne vem, kako je to šlo vse skupaj, ampak okej. In potem kar naenkrat se vse skupaj tako zatreslo in združilo in vse. In sem tako videl, kako tako lava dol teče, ker je očitno nekje pač torej eksplodiral tale vulkan, je teklo proti meni navzdol. In sem šel jaz tako navzdol in sem plaval navzdol v globine morja, pitaj me nekam. Nekako sem se potem našel v neki topli areni. Na kar sem se seveda ves prestrašen zbudil in nisem imel pojma, kje sem, kaj sem, zakaj sem, kaj se sploh dogaja. Ja. Ampak potem sem popil dovolj kamiličnega čaja in čaja limonske travice in je bilo vse okej. Super. Sem se tekom dneva lepo spočil in umiril in to. Ja, poznam take sanje. Ja, zelo je bilo dobro, ker pač načeloma so vsaj moje, pa večina mojih sanj je malo bolj povezanih med sabo, te pa so pač bile res take, je bilo povezano v smislu, da smo vedeli, kaj se dogaja, ampak prostorsko gledano ne, nekako ne moreš iz utopljajočega se mesta priti v neko areno in kar res je bilo pač sanjsko, no dobesedno, ne bi si mogel tega v filmu zamisliti. Ja, včasih so sanje kot filmi ali pa še boljše včasih. Tako, Inception nima pojma v primerjavi z mojimi, resno ne. Zanima me še nekaj o Maribor skozi rožnata očala. Kakšno je trenutno stanje, kakšni so kaj plani? Trenutno stanje Maribora skozi rožnata očala? Po mojem mnenju odlično, iz vidika, da je precejšnja količina prostovoljk, ki trenutno delajo na Paradi 2, na Mariborski Paradi 2. To je pač najbolj nekako odmevna stvar, ki se bo zgodila letos. Kako vsako leto, bo pa tudi letos vikend za opolnomočenje queer oseb, se pravi, zdaj je že imenovano Samorogov road trip, samo še pač ne vemo, kam bomo šli. Lani recimo smo šli specifično na Ptuj, da smo prav zares odšli iz mesta Maribor. Smo se ukvarjali da prosim, pomagaj mi. Spolnim izrazom. Tako. Ja. Moj bog. Vsak je raziskovala svoj spolni izraz in kaj to za posamezne osebe pomeni. Ful, hvala meni je polže odpadlo, ker sem zelo pogosto na queer dogodkih in na vsakem je ena specifika. Ampak je bilo spolni izraz, ja. Se zelo spomnim tistih oblačkov,
ki je v bistvu oseba, ampak je v obliki oblaka, zato da potem ti poveš nekako, kako bi se ti spolno izrazil, kako se spolno izražaš in kaj to tebi pomeni in tako naprej. Ja, tudi meni se je zdelo zelo lepo, kako se je skupina, ki je prišla na vikend, res lepo povezala. Nisem si res mislila, da bo tak. Tako, meni je bilo ful dobro. Predvsem, tako kot si rekla, hitro povedala, mi smo prišli z avtobusom in že na avtobusu in tudi pač pred samim domom, kjer smo pač bili, smo že imeli šale, ki smo jih samo mi poznali, smo se že pokonekli takoj, tako da res lepo, se je lepo izteklo. Kako pa se lahko nekdo, ki bi si se želela pridružiti Maribor skozi rožnata očala, pridruži ekipi? Ja, kakor je zdaj že skoraj na nuja, smo na socialnih omrežjih. In sicer najbolj razširjen imamo Facebook stran, ki je Maribor skozi rožnata očala. To je Maribor skozi rožnata očala. In tudi na Instagramu smo prisotni, kjer mislim, da je MB Pride, ki je specifično za Parado ponosa. Kjer ja, upravljamo tako dogodke, ki se vrstijo, tako natečaje, recimo, ki jih imamo včasih, tako likovne kot poezijo in tako naprej. Če pa nič drugega, je pa vedno na razpolago mail. Okay. Tako da je marsikaj. Mislim, so načini. Vi sam pridite, napišite, pa smo že zmenjeni. Vedno dobrodošli. Eno vprašanje še, preden mogoče počasi zaključiva. Če bi lahko bil sadje, kateri sadež bi bil? Dobro vprašanje, hvala. Ne iz preveč očitnih razlogov bi bil banana. Okay. Ampak res ne iz preveč očitnih razlogov. Že iz vidika, da prvo jih je strašno lahko prenašati, torej ima svoj lastno olupek in pač flikneš eno v torbo in greš in če si lačen čez 2 uri, imaš vedno prigrizek pri sebi. Drugo, kaj je pač ko so dobre, jaz pa res rad okus banane. In tudi rahlo te nasitijo, tako da mogoče tudi, če malo švinglaš, pa kakšen 2 banani poješ namesto ene malce, ti potem lažje želoček prenese do kosila. Okay. Torej iz tega vidika banana. Na redu. Cool. Torej, imaš mogoče še kakšne zadnje besede za naše poslušalke, poslušalce? Iskreno imam predvsem to, da poslušajte tole, poslušajte druge podcaste, gledate druge oddaje, gledate karkoli za vraga je na področju naše velike Maurice. Zato, ker ne samo, da je izobraževanje, ne samo, da je aktivizem, ne samo, da je zabavno, tudi v resnici so pač zgodbe, ki se tičejo nas vseh. Torej mi je to zelo lepo in ful lepo, da imate tale podcast. Upam, da bom se še kdaj priključil, ker je meni bilo ful zabavno. Hvala lepa. In tole, se čujemo. Vsem poslušalkam in poslušalcem želim all the rainbows. In se slišimo kasneje na 3. podcastu. Zdaj pa nasvidenje iz našega prelepega studia. Adio. Čau. All for rainbow. 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 Zdravo, to je Gašper po podcastu, kjer smo ugotovili, da nismo zares povedali, kje smo, da se ne norčujem iz tega studia, ker mi je zelo dobro, da je tako zelo nekonvencionalen, ker mi je zelo všeč biti na takem neformalnem vzdušju z tako zelo neformalnimi ljudmi, ampak o zelo formalnih temah in je zelo ful fajn. In je res ful fajn in komaj čakam, da slišite celi podcast in jaj! Hvala še enkrat, pa se čujemo kmalu. Čau!